Zdaj, v prvi vrsti pogrebno podjetje kot član Združenja evropsko pomembnih pokopališč pač sodeluje v večjih, veliko projektih tega združenja. Vendar je pa projekt Vojna grobišča pravzaprav projekt, ki ga je začelo pogrebno podjetje in ga bo širilo v bistvu v združenje in članice tega združenja. Dejstvo je, da smo v arhivih našli različne podatke o imenih oziroma o vojakih, ki so pokopani na Pobreškem pokopališču. In zmeraj smo se zgolj vpraševali, ali želimo ta imena, kaj želimo prav s temi imeni. Ali želimo obelodaniti, ali želimo potegniti iz te anonimne preteklosti, ali kakorkoli, kaj bomo z njimi. No, in z tega se je rodila dejansko ideja o tem projektu. Glede na to, da so pač podatki zmeraj kazali o tem, da so tukaj pokopani vojaki iz Druge svetovne vojne iz 27 držav, je bilo osnovno vprašanje, kot sem danes povedala, pravzaprav v tem smislu, kako predstaviti ta imena. Ali naj jih delimo na tiste, ki so bili v bistvu se borili kot okupatorji, oziroma ki so bili okupatorji, tisti, ki so se borili proti njim. Seveda se ne znam predstavljati, kako, na kakšen način bi jih delili in kako bi posegali v zgodovini ponovno z delitvijo. Zato je pravzaprav prišla ideja o tem, da se postavi spomenik, ki bo predstavljal mir, ki bo posvečen v bistvu predstavitvi zgodovine, vendar brez delitve in brez vrednostnih sodb. In rezultat tega, kar je bilo danes, je v bistvu samo to, da ta spomenik stoji, da je bila udeležba mednarodna, da so pravzaprav projekt podprli vsi ambasadorji v Republiki Sloveniji od vseh teh 26 držav. In to je to, kar sem se lahko samo želela. Gre za dejstva, ki so vedno povezana z velikim govorjenjem o miru, in to je, da miru, ki ga živimo, vedno predhodijo vojne. V teh vojnah pa so tako sovražniki kot žrtve, in vojne so običajno borbe političnih idej in ideologij, v katerih pa ni videti posamičnega obraza vsakega vojaka, ki za te velike ideje umira. Tako da čas je, da ne samo, da vidimo, kdo so bili ti vojaki, ampak da se tudi zavemo, da so bili del velike generacije, ki je umrla v drugi svetovni vojni, evropske generacije, svetovne generacije, in da moramo, če naj gremo tudi mi mirno pot naprej, prižgati svečko v spominu vsem, ki so padli na katerikoli strani v tej vojni.